Drugače pa sem hotela povedati, da sem imela pač lani en zanimiv projekt, da sem jo povabili iz hotela Mercury v Karamangu, kjer sem jaz včasih tudi živela in smo imeli tako lušno collaboration, ko sem jaz predstavila njihov hotel in sem imela to priložnost, da sem lahko lepo uživala v hotelu za par dni in okusila njihovo pristno indonezijsko hrano in bila skupaj s prijatelji. Si v večjih jezikih govorila z gosti? Ne, dejansko je bilo to samo posneto, tako da sem samo pela sem v indonezijščini, pa pokazala, kako uživam v njihovem treatmentu. Moramo povedati, da je Ramona dokaj visoka, kar je za tiste njihove pojme wow. Oni so tam okrog meter pa pol, pa več kot 1,80 m. Ja, 84. Pa še blond povrh, tako da imaš vse atribute, ki jih oni hočejo imeti. Tako da je res pestro, ko priješ nazaj v Indonezijo in se počutiš doma in stoji en selfie in ja, super, no, jaz se krasno Moja prijateljica je precej velika, tako kot ti blond, ne. In smo bila enkrat v Indoneziji to, ja. Cel avtobus se je hotel vsak posebej slikati, pol ure. Bi mogel kasirati, Lima Ribu. Lima Ribu, ja. Ne, se so, prisrčni so, pa drugosrčni so in res krasno država. Poznaš slučajno? Koga? Taži Tokuhisa. Ja, poznam ga osebno, mi smo imeli tudi modne revije. No, on je bil trikrat z mano na potovanju, takrat, ko sem še organiziral te stvari. Lepo, kam ste šla? In smo bili med drugim v Mehiki po Gvatemali. A, lepo. No, in je v Mehiki prišla en cel razred učencev, ne. Pač so šli že tako, pozna puberteta, ne, tako da niso bili že otroci, ne. Ampak punce so to zagledale, wow, še tak močen posel, ne. Ja, seveda. Kaj so se slikale z njim, so mogle na en tak majevski podstavek, tako da so prišle na isti nivo. Spet se v avtobusu, vrsti so stale. Ja, vidiš, kako je to zanimivo, ne, razne dogodivščine, to je res, mislim, potovanja so res krasna, ko doživiš marsikaj. Čakaj, nekaj si dala pa tudi uradno meriti noge, sem pa je, ne? Ja, tako, ja. Kako pa to zgleda? Ja, to je bilo za eno casting agencijo oziroma manekensko agencijo na Tajskem. Nekaj časa sem jaz tudi prebivala na Tajskem in je bilo luštno in smo šle s kolegico, z mojo najboljšo prijateljico Nent, sva šle do te agencije in pol ti se vedno zmerijo, to je celega, ne, koliko je to dolgo, koliko je ono dolgo, vse hoče vedeti, vse mere, težo in tako dalje. In pol so oni ugotovili, da sem zelo visoka, ne, in pol je bilo zanimivo, ko sem bila še na romunskem šovu povabljena, Happy Hour v Bukareštu, so bo tudi tam mene zmerili in eden ali drugi je potem dal te podatke naprej na Guinnessovo knjigo rekordov in potem sem jaz to enkrat slišala in sem zvedela, sem na 4. mestu, ne, kjer je bila in takrat ena gospa, 55 let stara, je pa imela malo daljše noge, je pa bila tudi malo višja, mislim, da je bila 1,94 m. Zdaj se je pa spremenilo, zdaj pa je ena gospodična, ko je visoka 2,8 m, pa ima 134 cm dolge noge. Moje noge so pa izmerili, ki ti ne zmerijo do pasu, ampak do konca. Ja, do sem ti zmerijo, ne, to tako, do tega. Ja. Ker meni so že ljudje spraševali, kako ti to zgleda, se to moraš nekako do pasu imeti. Ne, oni te zmerijo do sem in tudi šivilja mi je zmerila in do sem imam jaz 124. Ni pa to od špičaka oziroma od tukaj, ampak od tal, ne. Ja, tako, ja. Spet mi to ne velja, ni več na manj. Ja, tako da je bilo luštno in potem sem zvedela in se pravim, da bi mi mogla zdaj spet kakšna organizacija spet vložiti priložnost, da bi bila... Ja, ampak zdaj pač to sem meril tiste, ki so se prijavili. Verjetno, če vzameš kakšne dvometrašice, imajo vse dolge noge. Ampak se pravim, da glede na mojo višino, imam kar dolge noge, ne? Ja, se to, mislim, je to razmerje med celo višino pa nogami, ali absolutna višina? Oni gledajo pač samo celotno višino nog in če imaš pač 134 cm dolge noge, si pač najbolj zanimiv, ne glede na to, se pravim, da zato bi moglo ponovno vložiti. Ker pol košarkašice in odbojkašice so zelo preveliko. Ja, ampak nimajo vedno se dolge noge, ne? Ja, ker imajo dolgi trup, ne? Daljši trup, ja, zato. Je zanimivo.